Lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli v novi epizodi MCC vam pove podcasta. Z mano je tokrat Špela Strašek, ustanoviteljica znamke Bofo Headwear, znamke na glavni dodatkov, tako da dobrodošla v našem podcastu. Živijo, hvala. Upam, da bo pogovor lepo stekel, da bomo uživali in da bojo tudi ljudje, ki te še ne poznajo, izvedeli več o znamki in tvoji zgodbi. Tudi jaz. No, lepo. Lepo se namestite in uživajte v podcastu. Tako da to, kar sem rekla, ustanoviteljica znamke, butik imaš v Celju na glavnem trgu. Zdaj pa mogoče se vrnemo malo na začetek tvoje zgodbe oziroma poklica, no, ker si v bistvu po poklicu sociologinja. Kako si potem prišla do tega, kjer si zdaj? V bistvu me je svet mode že res od nekdaj zanimal, pač vedno mi je bilo to dosti blizu, hkrati pa tudi da bi imela kot nek poklic, no. In sociologija mi je bila tudi res vedno ful blizu in dejansko sociologijo zelo dobro lahko povežemo tudi na primer z modo, z posameznikom in pač vlečemo neke smernice. Ampak ja, no, nekdaj lahko tudi neka želja po nekem ustvarjanju. In sem v bistvu na faksu začela hoditi na neke tečaje oblikovanja in šivanja. Pol je v bistvu vse to skupaj malo zamrlo in tako se je pa v bistvu začelo, da sem sama iskala nek usnjen trak za lase. In ga nisem nikjer našla, to je bilo leta 2015-2016. In pol v bistvu na tak način, pa sem rekla, da si bom pa to sama zašila, why not, in sem tako v bistvu začela, no, da z nekim prvim trakom zase, pa sem pa rekla, da mogoče lahko gre to nek hobi, ker je bil še takrat faks, pa nisem mogla to res nekaj delati, tako da ja, no, na tak način se v bistvu pol začelo to vse skupaj, hobi v posel, z nekim prelomnim trenutkom, ko ga imam mogoče kasneje omenile, tako da, ja, na tak način, no. Se pravi, šivati pa nisi znala, mislim, kot deklica, oziroma si se potem naučila? Zdaj na stroj ne, mami je znala, pa imeli smo doma stroj, na roke, vedno sem si šila neke torbice, pač neke veze, to mi je bilo vedno ful zanimivo, pa pri babici kvačkati, pletiti, to mi je bilo vedno res tako ful fino, no, tako da kot šivanje pa krojenje pa ne, to sem se pač res kasneje pa naučila. Ampak je bila pa vedno nekaj, mi je bilo tako, vedno me to ful zanimalo, no, tako da. Si potem hodila na kakšne delavnice ali si sama preko, zdaj vemo vsi, da tudi YouTube veliko znanja da, ali si hodila k komu? Ja, veš kaj, v bistvu delavnice, krojenja pa šivanja sem hodila v Ljubljani, Kanselmi, potem, kar se pa tiče klobučarstva, sem bila pa čisti mislim, nič pojma, ampak me je pa vedno to, mislim, hotela sem pa delati klobuke. In v bistvu sem imela ful srečo, ko sem se nazaj iz Ljubljane preselila v Celje, da je moj sosed bil klobučar, gospod Tomažin, res ta najstarejši gospod v Celju, ki mislim, da 60 let delal klobuke. In v bistvu sem pa hodila k njemu in se učila, no. Veliko sicer tudi prek YouTuba, ker v Sloveniji je ful težko se učiti te stvari. Tako da večinoma sem samouk, dosti pa v bistvu tudi, mislim, sem pa pač v bistvu prek Tomažina, no, kar se tiče klobučarstva. Neke podlage, da se vseeno dobi. Ja, da se vse neko, v bistvu, sej moje vodilo je to, da delam neko to staro znanje klobučarstva, te obrti, da povežeš z nekimi novimi, svežimi stvarmi, neka ta eklektika stilom, no, v bistvu je meni ful zanimivo, pa neko vodilo, no. Lepo, se tudi vidi v izdelkih. Super, se pravi, potem si želela zdaj svoj hobi dati na neko drugo stopnjo, da ne bi delala samo za sebe, ampak mogoče tudi še komu drugemu. Potem pa kako si prišla zdaj do butika v Celju? Se pravi, študirala si v Ljubljani, si želela potem vrniti v Celje in dejansko z namenom tukaj ustvariti butik, ali je bilo to zgolj slučaj? V bistvu se je tako vse organsko odvijalo, no, tako, ko sem prišla v Celje, sem v bistvu pa tu še mogla diplomo končati pa vse in pol sem videla kar na internetu, da se odvija razpis za London Hat Week.
torej pa v bistvu največja razstava klobukov na svetu. In sem rekla, Špela, daj 1 stopnjo višje, pa začni delati klobuke. Ker prej so bili samo trakovi, pa turbani. In sem rekla, ok, se bom jaz prijavila, z nič znanja v ničemer. Jaz sem se sam prijavila. Tema je bila pa, mislim, takrat je bila national culture, torej pač nacionalna kultura, iz katere države izhajaš. In sem si zamislila narediti klobuk z motivom človeške ribice, pa z idrijsko čipko. Ja, in je bilo tako kar ful fino, ampak kako bom jaz to naredila. In takrat sem v bistvu šla pa Tomažina in so pač me učili stvari. In potem sem poslala klobuk v London in je bil sprejet. In takrat se je v bistvu začel res nek prelom, da je ta hobi se razvil v posel, ker je pol bila dosti dobra neka podpora vsega skupaj, v Londonu so se dobre poti odprle, tako da v bistvu je bilo to na tak način, no, da pol se je že vse ful dobro odvijalo, da so ženske začele to ful povpraševati. In sem po naključju opazila nek prazen prostor tule v Celju, nad katerim v bistvu živim. In ja, tako da v bistvu se je res tako vse ful lepo poklopilo. In sem rekla, ok, da gremo, ne, čeprav je tako ful mini lokalček, ampak za me je čist super. Tako da ja, v bistvu sem to pol želela, imeti nekaj svojega, predvsem zato, ker realno gledano, ne glede na to epidemijo, že predtem je bilo Celje dokaj, pa ne mogoče mrtvo, ampak dokaj, kar se tiče nekih, ne, v Celju časih res živelo, od obrtnikov, od res ustvarjalcev, vsega je bilo v mestu, zdaj pa tega ni več. In se mi zdi ful pomembno, da se to razvija, da če imaš možnost, pač delaš to, bi bilo super, če bi mogoče malo več podpore, kar se tega tiče. Ampak ja, no, vedno je še vseeno imeti, če delaš neko obrt, nek pristen stik z nekom, ne samo online. Online, ja. Je še vedno ti verjetno zadovoljstvo, ko nekdo dejansko vstopi v butik. Točno to, da kdo pride k tebi dejansko zaradi tebe, si pogleda, počvekaš, spiješ kako kavico, ful vezi lepih s strankami spleteš, takle, ne vem, spoznavaš ljudi, kot so do tebe, na primer, tak, mislim, se neke nove vezi ustvarjajo, no, in to je glih ta bistven pomen, imeti dejansko neko fizični kontakt. Ja. Mislim, ko če daš spletno naročilo, se pravi, samo zapakiraš in veš ime, priimek in je to, ne? Čeprav se v teh časih seveda zdaj tega dosti poslužujemo, ampak ja, to je zdaj must have, ne, ja, ne, brez tega pač danes. Brez tega ni. Brez tega ni, ja. Ja, ni, ampak ljudje pa pogrešajo, kar se tako vidim po nekih Instagram chatih od strankah, da se zelo rade pogovarjajo, pa ti pa še kaj povejo, tako da se mi zdi, da ljudje itak rabimo to, no. Ja. Tako da upam, da bo pač šlo v tej smeri, kot je bilo. Odlično, tudi mi. Super, tako da ja, butik odprt, tudi jaz sem bila noter, tako sem v bistvu prišla na idejo do tebe, no, zelo luškan, zelo mali in res se mi zdi, da tako si rekla vsak, no, zelo posploševala, da si želi imeti res nekaj svojega, da si lahko ponosen in da je to zdaj ta tvoj prostor, v katerem lahko v bistvu tudi ustvarjaš karkoli. Ja, to. Ja, super. Ok, zdaj pa se pravi, butike si imela, idejo si imela, kako si pa prišla do imena, se pravi Boho Headwear. Ok, Headwear, dodatki. Ja, ampak v bistvu je bil prvo kar Boho. Tak simpel, predvsem Boho, nek bohemian, nekaj drugačnega, nekaj kot bohemian, nekaj nekonvencionalnega, nek Boho šik, na ta način, ta stil mi je bil tako malo bolj blizu tudi, pa kot bohemno, kot neka taka self-expression, pač kot neka taka, da se sam izražaš, pa pač to, kar si, ne, ker nazadnje vredo, se torbica, pa nek nakit je tak nek ful dodatek, ki ti je samoumevn, ne, mogoče klobuk pa pokrivalo, pa že rabiš več časa, da razmišljiš za to, in se pač pa se mi zdi, da pokrivalo vseeno izraža nekega posameznika, no, in ja, no, ti doda neko tako piko na i, tako da nek ta način, headwear, pa potem, ker so se začeli dajati res čedalje več teh dodatkov za lase, pa so v bistvu pa tako vse skupaj, ker malo združili. Super, tako da zanimivo ime, paše, bilo, tako da
Si Ni ga bi bilo še, da zapomni dam, ne človek. vem, Špela Hadley, Ja. mislim. Si človek zapomne ime. tako da, dobro. Ja, tak simpel, pa mogoče res tak kratko. Super. Pa tudi, čeprav je zdaj boho Heather, še vedno lahko kar boho uporabiš. Ne? Tako da. Še vedno kar boho, ja. 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 Super. Se pravi, se smo že malo se dotaknili sicer inspiracije, pa to, ampak odkje pa črpaš inspiracije za nove obročke, nove klobuke, nove dizajne, oziroma imaš kako modno ikono, ko rečeš, ta me je pa inspirirala za karkoli. V bistvu, kar se tiče vseh dodatkov, je vedno neka rdeča nit, kar pač klobuki, pa neki te fascinatorji, headpieci, zgodovina. Mislim, tu itak meni je ta neka English history bila vedno ful blizu. 18. stoletje, neka viktorijanska doba, kjer je bilo itak izrazito klobučarstvo. Od tu velikokrat, ko delam klobuke, za kakšne te razstave, pa za kakšne gospe. Kar se tiče obročkov, pa v bistvu ja, no, nit je, da hočeš to neko staro znanje dati v neko moderno, da pač ljudem približaš, da to pač nosijo, ne, in res obročki, turbani so mogoče res taka dobra stvar. Predvsem v bistvu si vsak poletje, mislim pomlad poletje, jesen zima naredim neko barvno paleto, v kateri se potem držim, ker mislim, da je pač najbolj primerna za ta čas. V bistvu pa veliko, ne vem, berem, gledam stvari, se mi zdi, da ni fajn biti, da si ozko gledam, zdaj, če delaš nek fashion, si sam fashion, ne, pa gledaš tudi drugo umetnost, okrog sebe. V bistvu me dosti drugi kreatorji, mislim, ja, so neke modne ikone, prva je itak Gabrielle Chanel, predvsem zato, ker ne vem, veliko ljudi ne ve, da ona je bila mogoče na začetku klobučarka in vsa ta njena zgodba je res taka ful inspirativna. Josipa Lisac, kraljica Balkana, kraljica klobukov, ona ne bi bila, če ne bi imela klobukov in res pač ona je wow in mislim, da bi bilo ful fino, da se več ljudi zgleduje po njej. Pa največji oblikovalec klobukov današnjega časa je pa Steven Jones. Tako da to so te neke 3 ikone. Tako da v bistvu ja, no, inspirira me v bistvu dejansko vse, kar pač nekaj preberem, si potem zabeležim, shranim. Tako da sem pa zelo dosti minimalist, ful ne maram vzorcev veliko preveč, če že neke res take klasične, kot neka Pepita, Caro. Teda imam rada, da je vse nek malo bolj tak na neki neutralni bazi. No. Lepo, tako da knowledge is power. Tako, ja, dejansko, ja. Mislim, itak, pri vseh stvareh moraš gledati pač malo bolj objektivno, ne. Mislim, moraš imeti malo odprte oči, ker edino tako več vidiš, no, pa mogoče iz drugih stvari več. Malo drugače, ja. Se pravi, kak je pa, na primer, zdaj to je postopek kreacije, ko si zamisliš, zdaj se to zdaj, se pravi, zbudiš jutri, z neko idejo novega obročka, novega klobuka in potem kako to realiziraš oziroma dobiš zamisel. Jaz sem ful nočna ptica, tako da jaz vse po noč. Jaz imam po noč največ idej. V bistvu res ful veliko brskam, no, tako, ampak ne zdaj, da gledam, kaj delajo drugi, ampak dejansko iz nekih kreacij, vzorcev, zdaj, če naredi, ne vem, Chanel neko hudo obleko, wow, to je meni ful všeč, to je bila mogoče na obroču neka podobna stvar, no. Ampak v bistvu sam postopek je tak, no, da si pripraviš vedno neko barvno karto, nakupiš pač blago, zdaj si ponavadi ne kupujem veliko zalog, ker mi tudi ni všeč, da je ful veliko ljudi, zdaj ne vem, z pinki obročkom ali pač na ta način, da je vseeno mogoče malo bolj unikatno. Potem pa v bistvu si zamislim, ja, na kak način se bodo dodajale stvari v kolekcijo, vedno dodam nekaj drugega, zdaj bo prihajala spet neki basic obroči, neka nova linija klobukov, otroška linija je zdaj tudi na novo, tako vedno so neke nove ideje, se mi zdi, da ful je širok spekter, tam, tako ste rekli, moraš gledati pač z očmi, pa pač vedno raziskovati stvari. Ampak materiali, no, pa bistveno, da gledaš, da delaš dobre materiale, večinoma naročujem iz tujine, ker tu se itak nič ne dobi, tako da kar se tiče klobukov, si hodim sposojati modele k Tomažinu, naročujem iz tujine, tako da ja, no, tu je mogoče malo delikaten proces, ker res se kar čaka, pa žal tu ni pač teh stvari, no.
ni v Sloveniji še toliko tega niti. V bistvu se Ne. tudi jaz moram reči, da razen tvojega butikca, tvoje znamke, če sem da bi zasledila obročke, pa tako zdaj na moderni bolj nisem v bistvu nikjer, no, razen v trgovinah teh, Ja. ko vstopiš, Sej, imaš obročke. Tako da ja, dejansko no, sej ni tega še v bistvu ni tako, tega. ne. Včasih je bilo pa to ful, mislim, meni je gospod Tomaž rekel, da so za njega ostali v vrsti zjutraj, pač on je imel dejansko tako gužvo in vse to mi je ful pomembno, no, da se spodbudi spet nazaj to, ne, da se prebuja spet to, da pač dodatki niso nek bav, pač za lase, da to je nek tak piece, ki ti doda neko vrednost, da pač ne pozabimo na lase, ne, če ne pozabiš na nakit, zakaj bi tudi na lase. In se mi zdi, da se ful, no, zdaj, če dalje bolj se ženske ful odločajo za to. Super, tudi jaz. Se v bistvu, da leto, dve nazaj, mislim, mogoče leto nazaj, da sem začela, pač ko sem videla ostale in tako, obroček. Ker sem vedno pomislila, ko sem bila mala, sem vedno imela obročke, ampak pa sem zdaj šla tako ne iz mode, ampak noben več tega ni nosil. Noben več tega ni nosil, Ja. vse to, ampak zdaj pa se če dalje bolj. Zdaj pa dejansko vidim dosti ljudi in tudi to je zdaj in nazaj, tako da Ja. super. Zdaj pa se mogoče spomniš svojega prvega izdelka, oziroma tistega, ki ti je rekel, tole, pa wow, tole bom pa jaz zdaj lahko dala na sebe, pa da ti je nekdo rekel, to bi pa jaz tudi imel. Ja, v bistvu so bili pač kot ti trakovi. No? Na začetku pač, ko sem sama začela delati, so pol kar mi te kolegice pa to bi pač me tudi imele. Zdaj, prva stvar, ko sem nekaj dan kasneje omenila, je pa definitivno ta klobuk, ki sem ga prvi poslala v London. No? Ker to je pač res nekaj tak prvega, nekaj, kar ti je bilo res wow, pa zbran si bil, pa tak čist, ko nisem imel pojma o ničemer. In v bistvu so se res take lepe poti odvijale, tam sem si res prvič rekla, zdaj, ko sem začela pa s klobučarstvom, si želim pa iti na Royal Ascot, ne vem, če poznaš te kraljeve konjske dirke. Ja. In se mi zdi, no, vse je ful pomembno to, da ful vizualiziraš stvari, ne? Da res, da pač stremiš k svojim ciljem, seveda z neko zmerno mero, ampak da to, kar si želiš, pač ne ostane v tebi, ne? Pač work hard, dream harder, ne? Pač res moraš na tak način delovati. In sem se povezala s slovensko ambasado v Londonu in sem v bistvu delala potem klobuke tudi za to ženo od ambasadorja. In pol sem dobila povabilo na Royal Ascot in sem lani na Royal Ascotu in mislim, tu so pač res take stvari in potem tudi vidiš še nek večji hype, da hočeš to delati. Sicer so tam večje poti, ne? Kot tu, ampak vseeno, no, tako da ta headpiece je bil res nekaj tako odločilen, pa pač res tisto, ko ti ostane zavedno. Tako da bi se tudi en prvi tak večji korak do tvoje kariere, kjer si zdaj, ne? Ogromen korak, ja. Bo zavedno ostal v spominu. Ja. Tako smo pa rekli, ne, pa tvoj butik praznoval zdaj tam, mislim, da smo že novembra, no, oktobra, 2 leti obstoja, tako da čestitke še enkrat. Hvala. Svedla si imela res akcijo, tako da mogoče povej, kako si obeležila tvojo drugo obletnico, tvoj drugi rojstni dan in pa mogoče, kakšni so pa te načrti za Boho Headwear za prihodnost? V bistvu v karanteni. Lani je bilo ful luškano, ker smo imeli res tako ful lepo vzuni, pač smo malo praznovali. Letos pa pač nažalost zaradi teh ukrepov tega ni bilo možno. Sem pa v bistvu na tak način, da sem vsem strankam podarila pač nek darilca, povezala sem se tudi s nekimi celjskimi brandi, Butters, Ir doživetja, Kofein, tako da v bistvu, no, se to mi je ful pomembno, da se zelo povezujemo med sabo, no, ker in da če tega ni, si zelo hiter sam individualc, pa zelo težko ti kaj uspe. Ja. To na tak način, no, pa v bistvu pol neke popustke itak ponudiš, da na tak drugačen način razvajaš pač svoje stranke, no. Prihodnost, definitivno spletna stran zdaj, čim prej, kar se bo dalo. Mogoče v 2021 tudi kaj večjega, nek večji načrt, kar se tiče samega butika. Definitivno tujina.
Ali je Da to bo zdaj malo zamikne v 2020, verjetno. Ja, letos bi mogla biti tudi v Londonu na London Hat Weeku, pa se seveda vse spet zamaknilo, mislim, sploh ni šlo čez, tako da upam na drugo leto. Neke stvari v Londonu, da se bi odvile, potem pač seveda tujina Zagreb, pa Berlin, sta mi taka dva res velika cilja. Pa seveda to, no, da bojo pač ljudje še bolj pač spoznali Bofo Hardware, pač kaj se skriva tu v ozadju in no, da bojo še bolj začeli v bistvu nositi pokrivala. No, super, tudi jaz upam, da izpolniš vse cilje za drugo leto oziroma za prihodnost. Verjamem, da bo tako, zdaj pa, ker si ti že res dosti uspešna, mislim, si že začrtala neko pot, že veš malo, kaj delaš. Kaj bi si pa mogoče en nasvet sebi 5 let nazaj, oziroma ko si začela, ali pa vsem mladim, ki imajo mogoče idejo, pa ne vejo, ali bi začeli, ali tvegajo, ali ne, sploh mogoče v teh časih, ker tudi lahko imaš idejo, pa je trenutno mogoče niti ne moreš že zaradi drugega izpolniti. Ja, v bistvu toliko časa nazaj, da probaš še čim več stvari, mislim, da si bolj odprt. Itak je na začetku ful težk, mislim, ful si nahajpan, ampak je pa ful težk prodreti, ker je vsaj nek zelo ogromen zaprt krog pri nas, pač niso tako ful open-minded, kar se tiče nekih inovativnih novih stvari. Ampak predvsem to, da pač ful ustrajaš, mislim, ful kliše, ampak je tak, mislim, da res delaš, ful delaš, počasih res ne spiš, ampak če misliš pa, če verjameš v svojo stvar, jo moraš narediti, ker ti bo žal. Enkrat ti bo fiks žal, če pač tega nisi naredil. In se mi zdi res ful pomembno, da ustrajaš na svoji ideji, da jo čim bolj pač piliš, na začetku tudi jaz nisem vedela, ali je prav to zašiti ali ne, ali se bo to zdaj ful strgalo, kako bo to, ampak da se vedno res učiš, da si ful pripravljen se vedno učiti. In to povezovanje, mislim, to se mi zdi res tako ključnega pomena, da če imaš možnost, se povežeš z ljudmi, se povežeš s podobnimi ustvarjalci, z različnimi, tako se tvoj krog širi, to je dejstvo. No, na tak način, no, da pač tudi zdaj, če so težki časi, je pa ful drugih prednosti, ne. Ful easy bolj predstaviš online svoj produkt, ful probaš delati na social media, na ta način, no. Pač jaz mislim, da pač kar, moraš, ker vse trg je prenasičen stvari, ampak dobrih stvari ni pa nikoli. Še vedno najde prostor za dobro inovativno stvar. Tam pač res moraš vztrajati, pa pač moraš biti pripravljen tudi ful zavrnitev doživeti, ki se ti čez par let izkaže, da so ravno tisti, ki so te zavrnili, te zdaj hočejo, tako da moraš biti, pač ne smeš nikoli obupati, no, nikoli. Evo, tako da upam, da bo še kdo dobil pogum, no, in šel... Ja, nujno, ker rabimo ustvarjalce, pa da se mesto pa začne fajn polniti s takimi stvarmi. Kako si rekla, ne, da včasih je Celje res živelo od tega, zdaj pa je mogoče tega bolj malo, ampak se mi zdi, da se v zadnjem letu mogoče začeli malo več odpirati, bolj nove stvari. Tako da mogoče vsi, ki razmišljate, da greste. Ja, nujno, obvezno. No, evo. Super, zdaj pa mogoče za konec tele kratke predstavitve podcasta. Kje te najdejo, se pravi zdaj, ki imaš butik zaprt, lahko mogoče prek spleta, prek Instagrama, kje te vse lahko najdejo in tvoje kreacije in tvoje novosti? Ja, zdaj najbolj dejavni je itak Instagram, Bofo Hardware, potem tudi Facebook page, kot se nekaj dela spletna stran, tako da pa tudi tam seveda. Drugače pa glavni trg 16 v Celju. Imamo v bistvu pač osebni prevzem, no, mislim če pač si kdo kaj naroči, pa če je iz Celja prek interneta, pač lahko kamot pride osebno tudi iskat. Ampak načeloma tak, no, ker zdaj dost Instagram. Instagram je kralj scen. Ja, je kralj sveta. Kralj dejansko prodaje vsega. Ti je tudi dosti pomagal, mislim, tudi pri lansiranju samega brenda, si se bolj nagibala k Instagramu oziroma si prek tega lansirala ali prek Facebooka, kak si za... V bistvu takrat, ko sem začela, je bil Facebook še ful bolj. Facebook
je, pa ni za mojo ciljno publiko, mogoče ne toliko, za druge stvari pa moje je, ampak pa v bistvu s časoma ful Instagram, no. Instagram, ne. Zdaj, ful pripomorejo seveda, ker danes so blogerji pač prodajani, tako da tu se mi zdi tudi vsem tistim, ki bi začeli, da jih ne bo pač strah pisati komu, ne vem, na tak način, no, pa pač res se truditi povezovati. Povezovati. Ja. Pravi, mreženje in to je še vedno... To je itak najbolj in tu mora ostati. No, ok, super. Mene je ful hiter minil. Tako da upam, da je bilo v redu, jaz upam gledalci, da ste nekaj več zvedeli. Hvala za povabilo. Hvala, da si se odzvala in upam še na kako sodelovanje, mogoče v prihodnosti. Z veseljem, vedno. In pa da se hitro odpre in butik in to, in da lahko te pridemo pogledati. Ja, tudi jaz upam, da bo čim prej konec tega. Super, tako da hvala še enkrat. Hvala. In pa se vidimo. Čau. Se vidimo, čau, čau. Gledalci, to je bilo to za današnjo epizodo, mi pa se vidimo